Dobrodošli v naši Tuhinjski dolini, a ne? Častni gost, predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Že nekajkrat smo rekli, ampak res drži. V posebno čast nam je, da nas je nocoj svojo prisotnostjo počastil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. S svojimi nastopi vedno znova dokazuje, da je predsednik vseh Slovencev. Da se zaveda, kako dragoceno je, da nas povezuje, druži, da gradi zavedanje enotnosti našega naroda in pomena vsakega državljana, ne glede na delo, položaj ali imetje. K mikrofonu sedaj vabim nocojšnjega slavnostnega govornika, predsednik naše ljube Slovenije, Borut Pahor. Hvala lepa. Spoštovani gospod župan, gostitelj, podpredsednik vlade, drugi visoki gosti, gospe in gospodje. Na Silvestru ima vsak od nas običajno neko željo. Ponavadi so to intimne želje, povezane z našim osebnim ali družinskim življenjem. Tokrat letos pa sem, prav zares iskreno, imel drugačno. To je bilo sredi drugega vala epidemije, tako rekoč na njegovem vrhuncu, ko je bilo v zraku veliko pesimizma, navkljub temu, da je pred nekaj dnevi prišlo takrat v državo prvič tudi cepivo. Zaželel sem si, moja novoletna želja je bila, da bi 25. junija na dan državnosti ob 30. obletnici ustanovitve naše države na Trgu Republike v Ljubljani, povsod drugod, po mestnih središčih in na podeželju, stopili skupaj in se veselili, da je konec epidemije in da smo vsi skupaj ponosni na doseženo in skupaj zremo v uspešno prihodnost. Zdaj, konec epidemije je vlada razglasila v tem tednu. Čeprav te krize čisto konec še ni, pa vendarle izgleda, da smo se tega nepričakovanega, leto in pol trajajočega, za vse težkega in mestoma tudi mučnega kriznega obdobja rešili. Zdaj pa se postavlja vprašanje,
ali bomo torej v petek, prihodnji teden, zares vsi, tako kot se to po moje spodobi, veselo, ponosno, skupaj, vsi tudi praznovali 30 let naše države. Ni razloga, da se to ne bi zgodilo. Res pa je, da smo v 30-letni zgodovini praznovanja obletnice ustanovitve naše države že lahko ugotovili, da 30 let naše lastne državnosti ni dovolj, da bi morda tako kot drugi narodi z daljšo tradicijo, večji narodi z daljšo tradicijo od naše, en dan v letu, najpomembnejši državni praznik, ponavadi je to dan odvisnosti ali dan, ko se je ustanovila država, praznovali vsi skupaj in za tisti dan nekako zamrznili neka dnevno aktualna politična občutja, ki jih imamo. Jaz bi prosil vse tukaj iz tega čudovitega kraja, iz te čudovite doline, da izkoristimo ta praznik, da se skupaj poveselimo, da smo ponosni, imamo kaj pokazati, da skupaj praznujemo in da tudi našim otrokom, našim vnukom pokažemo, da razumemo pomen tega, kar se je zgodilo pred 30 leti. Da ta dogodek, ki je bil prelomen v naši narodni zgodovini, zares občudujemo. Da se tudi oni lahko nalezejo nekaj teh domoljubnih čustev, ki so tako zelo pomembne za razvoj sleherne skupnosti, tudi naše Slovenije. Pred 30 leti, ko smo ustanovili to državo, so bile tako kot danes velike razlike. Po ustanovitvi Bučarjeve skupščine, po konstituiranju, so se tudi glede osamosvojitve, tega glavnega cilja Demosove vlade, pokazale številne razlike. Te so bile celo potem, ko smo v začetku decembra sklenili sporazum strank o enotnem nastopu na plebiscitu in ko smo razglasili samostojno državo. No, hvala Bogu smo se enotno postavili v njeno obrambo. In kmalu potem, še konec tistega leta, dočakali tudi prve diplomatska priznanja. Razlike pa so bile ves čas. In take razlike so tudi danes. Ko danes kdo poudarja, da so velike razlike, da je morda celo razkol, se mi zdi, to je moj občutek, pretirava. Te razlike, po mojem mnenju, ne sežejo zelo globoko med ljudi, do te mere, da bi se sovražili med seboj. Če in kolikor je takih čustev, ki so povezane z nestrpnostjo, z izključevanjem ali celo sovraštvom, vas kot vaš predsednik rotim, da poskušamo po naših najboljših močeh ta čustva zelo potlačiti. To, da imamo različna mnenja, je čudovito. Zaradi njih lahko kosamo različne ideje in iščemo najboljše med njimi. Te razlike niso razlog za to, da bi bili nestrpni do drugega, da bi se izključevali ali da bi se celo sovražili. Kolikor je teh izrazov sovraštva, kolikor je tega prezira, kolikor je te politične slepote, toliko vas nagovarjam, da mi kot skupnost storimo vse za to, da se tega ne nalezemo. Tega bo vedno nekaj, vendar mora ostati na robu političnega prostora. Mi, slovensko ljudstvo, ne nazadnje seveda tudi politiki kot reprezentant tega ljudstva, smo na nek način dolžni zaradi prihodnosti, zdaj ne samo zaradi nostalgije glede preteklosti, storiti vse za to, da bomo čez 30 let, ko se bodo v glavnem veselili, upam, tega praznika naši otroci in vnuki, da bomo ravno tako ponosno pogledali na prehojenih 30 let, se pravi od danes naprej pa do leta 2050. Imamo skupne cilje? Seveda jih imamo. Ali so pred nami zelo težke naloge? Seveda so pred nami zelo težke naloge, ki zadevajo našo državo, ki zadevajo našo evropsko domovino. Vendar, kot smo se naučili v zgodovini, vse, kar je težkega, vse, kar je zelo težkega, skupaj lahko opravimo. Skupaj smo sposobni doseči celo nemogoče. Tudi osamosvojitev Slovenije se je zdela nemogoča, dokler se za to nismo postavili skupaj. Tudi kasneje, ko se je zdelo, da bo pot v Evropsko skupnost, v Evropsko unijo težka, smo jo skupaj zmogli.
enako v NATO. Danes smo postali sestaven del modernega sveta. Slovenija je aktivna članica v Organizaciji združenih narodov. Je spoštovana in ugledna država. Nimamo nobenega sovražnika na svetu. Imamo možnosti, da ta mir in varnost, ki jo imamo, uživamo mi in naši otroci in upajmo njih otroci. Imamo čudovito deželo, prekrasno. Če jo bomo znali negovati, bo taka ostala tudi za naše otroke in ti se bodo ukvarjali z vprašanjem, kako naj si zagotovijo še večjo, še višjo kakovost življenja, to da ohranjajoč to čudovito naravo za njihove zanamce. To so velika vprašanja, težka, vendar skupaj to zmoremo. Naj sklenem. Slovenci imamo obe izkušnji. Narodnega razkola in sodelovanja in enotnosti. Do narodnega razkola niso vodili ni minilo par dni, ampak so minila leta, desetletja političnega nezaupanja, zavračanja sodelovanja, izključevanja in tudi politične sovražnosti. Na koncu smo se na začetku druge svetovne vojne znašli na dveh bregovih. To je bila bratomorna vojna naposled in rane smo celili praktično vse do danes. In v času osamosvojitve smo bili enotni. Brat ni dvignil roko nad brata. Slovenijo smo obranili v 10 dneh. Imamo torej dve izkušnje in vemo, da do prve vodi izključevanje in sovraštvo, do razkola, in do druge, do enotnosti, vodi sodelovanje in graditev tistega, kar nam je skupno. Ni treba, da smo vsak dan in za vsako politično nalogo enotni. Bog ne dej. To je preveč naporno, kot je rekel Oman. Smo pa dolžni trenirati to enotnost. In to storimo tako, da sodelujemo. Da se trudimo iskati med nami tisto, kar nam je skupnega. Da znamo živeti z razlikami. Predvsem pa, in to je moja sklepna misel in tudi poziv, da se ne sovražimo. Pripadamo slovenstvu, če nismo vsi Slovenci v tej državi, pripadamo tej državi, Sloveniji. Veliko več je tistega, kar nam je skupno, od tistega, kar nas ločuje. Vse je prav in dobro, samo sovraštvo ne. Tega se vzdržimo, potrudimo se poiskati v drugem najboljše in ni stvari, ki bi bila tudi v prihodnosti nemogoča, zato da bi našim otrokom zagotovili mirno, varno prihodnost z visoko stopnjo blaginje v čudovitem, urejenem okolju, kjer bodo lahko po svojih najboljših močeh ob enakih priložnostih odkrivali in razvijali svoje talente. Srečno Slovenija! Iskrena vam hvala za vaše besede. Lahko se le pridružimo tej želji, da se njihovo sporočilo dotakne vsakogar tukaj in tudi tistih, ki jih morda nocoj ni tukaj.